sploh za kmeta, a ne? Kar vroče. Tole je novi Can-Am Outlander. Model 850, čeprav ima 1000 kubičev notok so motor, čist nov. Zelo zmogljiva zadeva. Sekunda. Da ste videli, da sem to res jaz. Zakaj sem tukaj? Preverjam, če slučajno še kakšen požar oziroma ogenjček, ker lani je tukaj baje zelo fajn gorel. Ok, očitno ni nič ne smrdi. Dima tudi ne vidim. Tole je super vozilo za oglede takšnih zadev, tudi pri nas jih imajo gasilci že in moram reči, da bojo s takim še bolj zadovoljni, ker ima novo, še bolj zmogljivo podvozje. Jaz sem se pa zgubil, oziroma tam nekaj jih slišim, tako da se moram priključiti skupini. Verjetno se še vsi dobro spomnimo hudega požara na našem Krasu. Ali pa celo na mojem koncu, ko je v bližini Ljubljane gorel gozd in so ga morali gasiti z 2 helikopterjema. Tja noben gasilski tovornjak ni mogel pripeljati, takšni 4-kolesniki bi pa z lahkoto. Jaz sem se za začetek zapeljal s čisto osnovnim modelom Outlander 850 z novim V-twin motorjem, torej z dvojno odmično gradjo, ki ima v osnovi 61 kW, torej 82 konjev, in izboljšana vstop in izstop zraka, da je v motorju boljši prepih. Ta model je super za izvidniška dela, seveda je pa fin tudi za zabavo. Hudo? Tukaj smo sred ničesar na Portugalskem, divjina, ta prava. Dobar gre. Ta 1000 je res huda. Meni se zdi prav fajn. Ja, vmes smo se vsi vozniki zamenjali, da smo lahko preizkusili vse modele, tudi stare za primerjavo, kjer se potem najlepše vidi, koliko boljše je novo vzmetenje in zakaj smo se vsi grebali za ta najmočnejši model. To je pa ultimativna mašina XTP, P za performance. Tudi 1000 kubični motor, 75 kW, to je 101 konj. Poleg moči je tukaj največja razlika v vzmetenju. Tukaj od Foxa in celo jaz, ki navozim takšnih zadev vsak dan, čutim, da je bolj udoben, obenem je bolj suveren, ko je podlaga res zahtevna. Spredaj ima 27, zadaj 30 cm hoda, visoke pa 28 cm, oziroma oddaljen je 28 cm od tal. Orang terenca, ne? 440 kg tehta takšen stroj, ponovno ima zdaj še 2 predala, enega zadaj, drugega spredi, še posebej pa je ta pomemben za telefon. Tukaj ima celo kabelček noter, da ga boste lahko polnili in to takrat, ko boste vstali v divjini. Itak boste ostali brez signala, važno je zato, da boste imeli polno baterijo, da boste lahko delali fotke za Instagram pa tako, ne? Ok, zdaj še boljše to, da ima tukaj boljše odvajanje zraka od motorja, da vam ne bo ful vroče v noge. Spredaj ima višji vstopnik za zrak, da boste lahko bredili po globlji vodi, pa zadnji ima zdaj spuh nameščen mačkem višji pa v sredino. Viskus klopko uporablja za 4-kolesni pogon, tukaj se ga vklop, ima pa še čist nov CVT menjalnik, da boljše izkoristi veliko navora v spodnjih vrtljajih. Vem, vas bolj zanima pospešek, 5,9 sekunde rabi z mesta do 96 na uro, tako da lahko ugibam, da rab, kaj, okoli 6 do 100. Grem sprovat, a ne? Kje vam zdaj majico? A ste videli, kam sem do majico? A je odspred? Po adrenalinski zabavi pa je prišla na vrsto malo drugačna zabava. Tokrat smo namesto njiv uporabili poseben poligon, ampak uporabnost 4-kolesnikov res nima meja, ker lahko na njih obesite praktično karkoli. No, prej sem omenil predelavo za gasilce. Tole je recimo ena taka lažja predelava, tukaj noter gre 300 litrov vode sicer, obstaja pa tudi veliko bolj zmogljive. So pa ta vozila seveda uporabna še veliko širše, recimo za košenje trave, potem sem vozil zgrabljalnik ali prezračevalnik trave, kakor hočete. Potem lahko zapnete zanj kup prikolic, peljete slamo, sejete, gnojite, gradite.
ta sejalnik je recimo enostaven in še nima nadzora hitrosti, tako da lahko v tem primeru kar na vozilu, v tem Outlanderju Pro recimo nastaviš omejevalnik hitrosti in potem s hitrosti nadzoruješ, koliko semen pade ven. No, pa sem prej tam še sprobil plug, sem plužil zemljo. Tole bi pa zadnjič rabil, ko sem v gozdu drva pospravljal. Še malo, takole hlodke, lepo pa ga sam dol spustiš. Ga lepo ujame. Kot če šlepš ga. Evo, zdaj vozim pa težek tovor, pa toliko je nevarno, da moram imeti kar čelado, pa zaščitne rokavice. Malo heca, v glavnem, vedno v low gear, reduktor, če je taka cesta, pa zato, ker je ful težek tovor, bala tehta 600 kg, to so na oko ocenili. Ampak gre pa s tako lahkoto, da se mi zdi, da bi še vsaj dvakrat toliko lahko vlekel takole po terenu. Evo, grem namenoma malo po robu, da je vsaj malo zanimiv. Aha, sedeti to, pogledajte kuceljčke, pogledajte to. Ko sem pridno vse pospravil, sem si zaslužil še nagrado. Špricanje z vodo sem se za sekundo postavil v vlogo gasilca, da sem se prepričal, če še znam ciljati. Moč sem rabil. Moč. Zanimivo je, kaj vse zmorejo vozila danes. Ja, Čehi, Slovaki, Hrvati, celo Slovenci že imamo podobne za gasilske službe. Tega, s kateri sem gasil, so pa raven danes donirali Portugalcem. Ja, največja prednost pri požarih je, da so ta vozila majhna, ker tja veliki tovornjaki pač ne pridejo. Zato na štirikolesnike ni nujno treba biti vedno jezen, ko jih vidite nekje, ker jih nekateri že fino uporabljajo za delo, nekateri za reševanje. So pa tudi zelo zabavna, samo tukaj mora biti stvari poštimane. Pa čelada mora biti gor, jasno. Čakaj, pa to je bilo vse, kar ste doživeli na Portugalskem. 4 dni ni bilo, 4 dni sem vse sam snemal. Ne. So tudi fino jedle. Saj veš, da na Portugalskem imajo dobro hrano pa pijačo. Dar, se sem videl na Instagramu, da so bili neki trikolesniki pa vodni skuteri, tako da čakam se na... V bistvu ful zanimiv dogodek smo imeli. Pestro dogajanje. Smo se vozili po brezpotih, po vodi in po cestah. No se voda mene zanima, voda. Ok, vodni skuterje poznaš tudi ti. Zelo zabavna zadeva. Mi smo bili v bistvu v mestu Nazare na zahodni obali Portugalske, kjer imajo v bistvu največje valove na celem svetu. In trenutno ima rekord v surfanju po enem takem valu Nemc, 28,57 metra bil visok val, čist noro. Ko smo bili mi tam, so bili valovi sicer veliko manjši, še vedno so imeli pa okrog 5 metrov in je bilo zanimivo, tako da so nas te profesionalni surferji vozili po teh valovih z vodnimi skuterji. Ti povem, ena najbolj norih dogodivščin kadarkoli. Čakaj, kako na skuterju, a niso surferji? Lej, tam so toliko veliki valovi, da ti ne moš iti kar sam surfati in ima vsak profesionalen surfer zraven podporno ekipo na skuterjih. Drugače te mingrede kakšen val pokople. Ja, misliš že o mene. Ma se po moje, da te niti nočem. No, lej, pol pa cesta. V bistvu tukaj ni bilo nekih strašnih novosti, kar se vozil tiče. Jaz sem se usedel z balancom modela Spider. V bistvu je to tak luksuzni trikolesnik, ki ima 1330 kubični Rotax motor. Ta stroj ima 115 konjev, pa 6-stopenjski polavtomatski menjalnik. Taka fajn luksuzna zadeva, nekaj vmes med avtom pa motorjem. No. Voziš ga pa v bistvu z B kategorijo. No, se to je bilo v bistvu za mene, ko nočem voziti motorja, ampak vsaj ne pa neka mešanca. Ne? Ja, ali pa mogoče bi bil zate še bolj primeren takega ima. To je vozil, to je pa Ryker, je pa manjši, pa bolj zabaven, ima 82 konjev pri 8000 vrtljajih, pa neskončno stopenjski menjalnik, torej CVT. Koliko pa to tehta? Ryker 291, Spider 464 kg. Niti ni mala, ne? Ni, ampak je zabavno vse. Mi smo se peljali po ulicah Nazareja, gor do razgledne točke in je bilo ful zanimivo. Lep dan. Hudo, a? Ful hudo. Pol na poti dol so nas ustavili policaji, ker je enemu od nas padla registrska tablica dol. Ampak v glavnem, na koncu vse ok, tudi mi dva sva srečno prišla.